Zdaj pa že vabim profesorico Mileno Milevo Blažič, ki ima kot vsako leto praktično spet referat, in sicer predmet njenega referata sedi tamle v publiki in sem zelo vesela, da ga lahko spet pozdravim. To je Boris A. Novak, ki ga dobro poznamo kot ne samo strokovnjaka za verziologijo, primerjalno književnost in tako naprej, ampak tudi kot pesnika, in o tem bo zdaj tekla beseda. Zdaj, Milene Blažič verjetno ni treba posebej predstavljati, ona se veliko ukvarja, pač je na pedagoški fakulteti in se ukvarja predvsem z mladinsko in otroško književnostjo, s pravljicami in seveda tudi temu primerno z mladinsko, torej recimo poezijo, za katero tudi vemo, da je mojster Boris A. Novak. Tako da jaz bi kar prosila, če lahko začnemo. Si bom vzela vodo in čas in bom poskušala končati v 15 minutah. Boste videli, da je lahko ženska mož beseda. Gremo naprej. Hvala za povabilo. Vpliv antične književnosti na oblike duha Borisa Novaka, slavilne pesmi. Boris A. Novak je znan v literarni zgodovini ali mladinski literarni vedi kot sodobni klasik, hkrati klasični sodobnik. Bom tudi malo skrajšala. V Sloveniji se poučuje književnost znotraj kot literarni sistem. To je pojmovanje Itamarja Evenzoharja, ki ga je apliciral na slovensko literaturo tudi spoštovani kolega Marjan Dovič. V literarnem sistemu je 6 elementov ali 6 gradnikov. Boris A. Novak, sistemski avtori so tisti, ki izpolnjujejo vsaj 3 vloge imajo ali 3 funkcije v tem literarnem sistemu. Poleg tega, da je avtor, tudi dela na ustanovi, kot je fakulteta, njegove knjige so na trgu. Na repertoarju je bil, tisto, kar obžalujem, da je bil v učnem načrtu za slovenščino, pa Svetlana Makarovič sta bila obvezna avtorja, na kar so veleumni ministri pravzaprav oba izločili, oba sodobna klasika, in je ostalo za 7., 8. in 9. razred samo 30 avtorjev, niti ene avtorice. Torej, Boris A. Novak je avtor, na repertoarju so njegove knjige, ki se sicer imenujejo tudi produkti v knjižnem in neknjižnem mediju, na koncu so tudi mladi bralci. Na osnovi teorije profesorja ali kolege Jovana bi pravzaprav poskušala orisati, preden grem na slavilne pesmi, to slavilno predstavitev. Boris A. Novak, termin svetovljenje slovenske književnosti je pravzaprav termin kolega Jovana. In hkrati Boris A. Novak sloveni svetovno književnost, kar je prišlo do izraza v sui generis, kot so recimo oblike duha. Vendar oblike duha imajo malo daljšo genezo, gre pravzaprav tudi za zelo zanimivo specifiko leposlovnega in znanstvenega dela, kot je dejal akademik profesor Boris Paternu. Vsi znanstveniki naj bi imeli 2 krili, tako kot ptiči, krilo znanosti pa krilo umetnosti. Tako tudi Boris A. Novak. Oblike duha so pravzaprav kulturni spomin in medij kulturnega spomina na osnovi teorije kolege Marka Jovana. Tukaj sem naštela variante oblike sveta, srca, duha in tako naprej. Omenila sem, da so njegove knjige, njegova dela v knjižnem in neknjižnem mediju in velik uspeh, dragi Boris in spoštovani Boris, tudi v Brailovi pisavi za slepe in slabovidne. To je izjemna čast. Obstaja tudi zvočni posnetek oziroma tudi hčerka Ivana je uglasbila nekatere
pesmi iz oblik duha. Antika je pravzaprav zibelka ne samo evropske kulture, ampak tudi sodobnih klasikov in klasičnih sodobnikov in na osnovi branja oblik duha pravzaprav tukaj je tudi cela knjižnica, lahko rečemo, ali cela literarna zgodovina od antike do pravzaprav sodobnosti. Malo bom preskakovala, gre za izrazit literarni kozmopolitizem. V oblikah duha, ki je transnacionalni artefakt, je Boris A. Novak ponotranjil mednarodni sistem, tokove in vplive. Naštela sem, katere literarne oblike pravzaprav uporablja. Naštela sem jih samo 10, ampak teh je enormno veliko. Pravzaprav cela knjižnica je v tej knjigi. Boris A. Novak, značilnost je pa tudi intertekstualnost. Tudi sama kot primerjalka pravzaprav moram preveriti, brez zamere Boris, vse te vire, vse te reference. In tukaj imamo recimo kralja Midasa, ker je ta antični mit predelal, kaj pa tudi hkrati opisal. Vsa dela, vse enote v tej knjigi imajo elemente samoreferencialnosti, tudi elemente samoironije, ne morem vsega brati. Boris bo ris, tisti malic Boris bo, Boris Bos, pa Boris Ž. Novak in tako naprej. Samoreferencialnost. Če zdaj grem na slavilne pesmi, pravzaprav pesmarica pesniških oblik je hkrati leksikon slovenske in svetovne književnosti, hkrati pa tudi enciklopedija literarno-vednih ali literarno-teoretskih terminov, v katerih se eksplicitno sklicuje tudi na naše profesorje, hvala lepa tudi na profesorice Boris, tudi na svetovno tradicijo. Glede celotno ustvarjanje Borisa A. Novaka pravzaprav bi lahko rekli, da je intertekstualno z visoko pesmijo, tudi pri slogu uporablja izrazite kvalifikatorje slovesnosti, vznesenosti, vzvišenosti in tako naprej. Sintagma, ki jo uporabil, pravzaprav je postala aforizem. Zven ne ima pomen, ampak menim, da tudi pomen mora zveneti, ne da menim na osnovi študija pravzaprav njegovih del. Menim, da sem kar veliko prebrala in tudi razumela kot tak primer zvena in pomena in zvena, bi omenila genialno pesem Sonet z odmevom, Narcis in Eho, ki ga lahko kasneje tudi preberete. Če bi poskušala povzeti več naslovniško za njegovo ustvarjanje, ne moremo reči, da je pravzaprav namenjeno otrokom, mladim ali odraslim, ampak v tujini se uporablja termin v angleščini cross-writing ali večnaslovniškost, večnaslovniški avtor, in to je ključni kriterij po Bettini Kummerlang-Maybauer, ki pravzaprav dekodira, je indikator za klasike in bodoče klasike. Čestitke, Boris. Če gremo na slavilne pesmi, eksplicitno jih je vsaj 5 različnih vrst, ampak so pa tudi implicitni elementi. Primer Ditiramba recimo eksplicitno omenja tudi današnjo temo, to je Pindarja, njegove ode in tako naprej, je pa tudi pravzaprav autoreferencialnost. A tisti mali Boris, ki je pravzaprav veliki Boris, je pesnik v njem. Gremo naprej, potem kako prvo pesniško definira literarno zvrst, kasneje pa doda tudi svoj primer, avtorski primer te zvrsti. Recimo himna, religiozna pesem, hvalnica, navedla sem Sveto svetlobo, potem oda je posvetna pesem, hvalnica, ampak da ni vedno seriozen, da ima tudi ironijo ali samo ironijo, bi omenila zanimivo himno,
ki je ponarodila po osnovnih šolah, to je Copatarska himna. Kasneje jo lahko tudi preberete. Slavilne pesmi, Boris A. Novak zelo inteligentno je napisal na definicije priložnostnih pesmi, češ da so to najbolj demokratične oblike. Vsakih skoraj piše. In to so epitalami, potem posvetilo, trenost, pa zdravica. Tukaj v bistvu ob definiciji priložnostne poezije epitalami prvo razlaga literarna, potem pa primer epitalamija za brata Jerkota in Mirota ali Jerka in Mira. Potem epicedi, najbolj žalosten povod za pisanje, je epitaf ali nagrobni spomenik ob smrti Jureta Detele za babico Pepca, potem pa vrata, nepovrata, genialno, Dante, Ante, ob vdihu Tomaža Pengova, zadnji vdih, pa je epitaf za svojo mater, ki je pravzaprav najbolj žalosten. Ilustracije ob vseh pesniških oblikah so tudi ilustracije, ki vsebujejo elemente humorja. Ilustracije je ustvaril Marjan Manček, ampak tukaj imamo epitaf, ki pravzaprav vsebuje tudi elemente humorja. Slavilna pesem, priložnostna poezija, nagovor. Boris A. Novak piše tudi nagovore svojim pesniškim zbirkam, tudi ko podari kakšno knjigo, napiše izjemno lepe misli, tako da hvala, Boris. Slavilne pesmi, recimo trenost, pesem v spomin mrtvih. Tukaj sem dala primer pesem o očetu. Genialno, dokler so starši živi, se s telesom postavimo med smrt in otroke. Za svetovno antologijo. Zdravica, ki je najbolj zdrava pesem, ker je vesela in zdrava, tukaj je pravzaprav tudi primer. Zdajle zaključujem s temi slavilnimi pesmimi, ampak bi še nekaj dodala. Ko sem študirala Borisa A. Novaka, s katerim sva tudi bila kolega, sem ugotovila, da njegove pesmi tudi v katalogu Beletrine, bo kmalu izdano zanimivo pesem, sem ugotovila, da te slavilne pesmi so hkrati tudi žalostne pesmi in se menjava pravzaprav slavilnost in žalost. Pesem oziroma elementi elegije. Zdajle pa postskriptum zaključuje. Ker delam na pedagoški fakulteti, kabinet imamo v Pritličju in skupaj z matematiki se delimo skupni hodnik. In na hodniku matematiki imajo Fibonaccijevo številko v naravi in jaz študiram, Boris ima pesem, Fibonaccijevo pesem. Genialno, sem si morala razložiti matematično formulo, to je pa posredna Število, ki je srednjeveški italijanski matematik, pa je zračunal za to, da bi ugotovil hitrost razmnoževanja zajcev. Ja. Tudi imamo te... Ja. Krasno, tudi imamo pravljice o razmnoževanju zajcev prav iz Rezije, skratka Fibonacci, posredno slavljenje. Potem Boris, v katalogu Boris je napovedana knjiga avtorja Proslavljanje in poslavljanje in zdajle jaz zaključujem. Pravzaprav značilnost med temi slavilnimi pesmimi pa elegijami je zlati rez, ki ga vsebuje tudi Fibonaccijeva pesem. In sklepam, zaključujem, da ustvarjanje v oblikah sveta je med odo in elegijo, med hvalnicami in žalostinkami, med lovoriko in vrbožalujko, zlati rez med lovorjem in vrbami. Hvala lepa.